se želiš poglobiti v svetopismo, želiš bolj spoznati njegovo sporočilo, se bolj poglobiti, potopiti van, da ga boš sam boljš razumel, pa tudi, da ga boš mogoče podajal drugim, če si v skupini ali v skupnosti, ali, ne, da pripravljaš učenje ali skupinsko delo ali karkoli takega. Zdaj, prvo, kar moramo vedeti, je to, da prva zadeva, ki jo potrebuješ, je čas. Ker dalj časa, ki preživiš ob enem svetopisemskem odlomku in se na različne načine bližaš in se poglabljaš vanj, bolj globoko in tudi bolj pravo, bolj pristno bo tvoje razumevanje tega odlomka. Danes bi rad spregovoril na kratko o enem pomembnem pripomočku, ki obstaja, pa se mnogi mogoče niti ne zavedajo, da je, oziroma se niti ne zavedajo, kaj vse je v njem, in to je študijska izdaja Svetega pisma, standardnega prevoda. Študijska izdaja je nastala ob samem prevodu in nastala je tako, da so prevajalci, takrat ko so prevajali, so vzeli za izhodišče eno francosko izdajo Svetega pisma, ki se imenuje Traduction Œcuménique de la Bible, se pravi ekumenski prevod Svetega pisma. To izdajo pripravlja francoska biblična družba skupaj s še eno drugo založbo. In posebnost te študijske, to je tudi študijska izdaja, posebnost te študijske izdaje je, da je, bomo rekli, nevtralna in enako velja tudi za SSP. Zdaj, študijsko gradivo, ki je v standardnem študijski izdaji standardnega prevoda, ni niti približno enako temu, ki je v francoski izdaji. Tisto je bilo samo izhodišče, potem je pa vsak prevajalec je te opombe predelil, razširil, dopolnil, nekatere so popolnoma spremenjene, ampak ostal je pa ta osnovni pristop, ne, da se pazi, da so ta gradiva sprejemljiva za vse cerkve. Tako da imamo, to je mogoče malo posebnost, no, ker študijska sveta pisma so ponovadi vezana na eno cerkev, na eno cerkveno tradicijo, tako imamo različna katoliška študijska sveta pisma, imamo recimo Fire Bible je binkoštno študijsko svetopismo in druge edicije. No, standardni prevod je pa res, bom rekel, najbolj splošen v tem smislu. No. Recimo lahko navedem nekaj primerov tega, čisto tako, da se vidi, o čem govorim. Ne. Naprimer, v 16. poglavju Matejevega evangelija imamo tisti slavni odlomek, kjer Jezus reče Petru, ti si skala, na tej skali bom zgradil cerkev. No, tukaj pri študijski izdaji so se odločili, da tukaj ne dajo pač nobene opombe, ki bi razlago peljala v eno ali pa drugo smer. Tukaj vemo, da recimo se katoliška razlaga razlikuje od protestantske. Tukaj recimo ne boste našli v knjigi nobenega podatka o tem, kako naj bi se to razlagalo. No, na nekaterih drugih mestih so pa zavzeli drug pristop in to je pa to, da se recimo poda različne možne razlage. Recimo prav tako v Matejevem evangeliju, če pogledate opombo k 46. vrstici v 12. poglavju, tam je govor o Jezusovih bratih. No, in v opombi lepo najdete protestantsko, katoliško in tudi pravoslavno razlago, kaj naj bi te bratje bili. Se pravi, to je nek tak splošen pristop, tudi v uvodih boste našli enako. Gre za to, da se pač šlo je za to, da se naredi izdaja, ki je primerna za vse in ki je uporabna za vse in ki seveda tam, kjer so razhajanja ponavadi, ali jih pač ne omenja sploh, ne omenja ene variante, ali pa če pa, potem pa navede več različnih variant, kako se da pač neko mesto razlagati. No pa poglejmo zdaj res, kaj je v tej študijski izdaji. Morda lahko začnemo pri uvodih v posamezne knjige. Zdaj, za dobro branje je izredno pomembno, da mi vemo, da poznamo kontekst. Recimo, če beremo nek odlomek, je izredno pomembno, ne samo, da razumemo točno kaj ta odlomek govori, ampak da vemo, iz katerega besedila je vzet. No in zato tukaj nam lahko ključno pomagajo uvodi v posamezne svetopisemske knjige, ki jih najdete recimo tukaj not na začetku. Uvod zmeri poda podatke tiste, ki so pač znani o tem, kdo je avtor tega teksta, približno kdaj je bil tekst, kdaj je tekst nastal in kdo je tudi
bralec oziroma poslušalec oziroma naslovnik, ker iz tega dejansko ta podatek se mogoče zdi tako trivialen, ampak ni, ker ravno tukaj potem vidimo, za kakšno komunikacijo gre v besedilu, kaj so recimo tiste stvari, ki avtorja recimo žulijo ali pa ki jih on hoče posredovati, recimo sploh pri kakšnih Pavlovih pismih je to kar bistveno, da vidimo, kaj so tiste teme, kaj so tiste stvari, ki jih je Pavel hotel korigirati v enem pismu. Ne? No in tako stvar bomo zvedeli v uvodu, se pravi avtor, naslovnik, glavne teme, se pravi zakaj je pismo napisano. Ne? S tem bomo razumeli širši kontekst določenega odlomka. Ne? Se pravi uvod. No potem seveda ena glavnih stvari, ki je zelo uporabna, so potem opombe, ki so dol na dnu strani. In te opombe so v bistvu dveh vrst. Ene so, bomo rekli, tekstne opombe, ki samo razlagajo različne možnosti prevoda, se pravi, razlagajo, kjer se da besedilo prevesti drugače ali pa dajo bolj dobesedno obliko besedila, ki je težje razumljiva, ampak tukaj jo boste našli. Se pravi, to na nek način te opombe spadajo k prevodu. Ne? No, potem druge opombe so pa malo bolj razlagalne, ki pa prinašajo možne razlage, tudi teološke razlage prinašajo recimo, ne vem, zgodovinske, kulturne, včasih arheološke podatke tudi, ki nam pomagajo razumeti ozadje, ne vem, enega mesta, enega izraza, enega pojma in tako naprej. Se pravi, tukaj najdete ogromno tega. Sploh opombe za Novo zavezo so izredno bogate, kot boste videli. Recimo, tam boste najdeli tudi recimo, podatke o tem, kako so nekateri krščanski pisci skozi zgodovino tudi že v davnih stoletjih prej razumeli določene vrstice in to je zelo pomembno. No, potem naslednji pripomoček so pa seveda reference, ki jih najdete ob obeh strani. Te reference so pa spet sami za sebe še en dodaten zaklad, ne, ker nam omogočajo, da opazujemo, kako recimo o določeni temi govorijo druga mesta v Svetem pismu. Ne. To je zdaj ta stvar, da Sveto pismo razlaga Sveto pismo. Ne. Ker ja, dostikrat je seveda problem, če se zapičimo v en odlomek, mogoče prezremo, da v istih temah Sveto pismo drugje govori še malo drugače in te reference nam skratka pomagajo sestaviti širšo sliko. No in še posebej so pa reference koristne recimo za Novo zavezo, ko vemo, v Novi zavezi imamo veliko citatov iz Stare zaveze, no, in ti citati so v tekstu označeni ležeče. In tudi reference so tukaj označene ležeče, tako da takoj vidimo, ta citat je vzet od tam. In ena od najmogoče pomembnejših stvari pri razlaganju Nove zaveze je ravno to, da gremo pogledati ta citat v Staro zavezo, ker ko je recimo Pavel nekaj citiral, ni mislil samo tistega koščka vrstice, ki ga je navedel. Pavel ima v glavi cel odlomek, iz katerega je vzel citat. In zato je izredno pomembno in bogato izkustvo, da greš pa prebereš recimo cel psalam, iz katerega je vzet odlomek, ali pa ne vem, celo poglavje pri Izaiju, iz katerega je odlomek. No in to v glavnem, že sam to je en izredno koristen pripomoček, ki ti pomaga, da kaj ne rečem, sestaviš 3D sliko vsega tega. Se pravi, to so ti osnovni pripomočki, ki jih imamo v študijski izdaji. No, potem poleg tega imamo pa še pripomočke na samem začetku knjige pa na koncu. Na začetku sta dva uvoda. En je splošen uvod o svetopismu, kjer govori o navdihnjenosti, o kanonu, o zgodovini Svetega pisma, pa potem tudi o zgodovini prevajanja Svetega pisma v slovenščino. Predtem je pa še predstavitev prevoda, ki pa govori prav o standardnem prevodu, pa tudi o raznih odločitvah glede prevoda. Na koncu, predvsem na koncu je pa še precej enih dodatkov, za katere mnogi ljudje skoraj da ne vejo, čeprav so tam. Daleč najpomembnejši je slovar, ker v slovarju to je spet ena majčkena zakladnica bibličnega znanja, ker tukaj imate razložene vse ključne, ali pa večino ključnih pojmov bibličnih, da jih razumeš, ker v prevodu, ne vem, če piše, ne vem,
No, že beseda amen, recimo, ali pa angel, kaj ta beseda res pomeni v Svetem pismu. Ne? In dobiš, to je nekaj, kar močno priporočamo vsakmu, da si prebere, da si pogleda ta slovar, ker je izredno koristen. Poleg njega so potem tudi tukaj preglednice mer, da če piše, ne vem, daruj, ne vem, 1 efo tega, pa te moke, pri Mojzesu, da veš, o kakšni količini, koliko gramov je tukaj mišljeno. Ne. Se pravi, mere, tudi čas, tudi prazniki, tudi koledar. No, poleg tega imamo tukaj še stvarno kazalo, ki pomaga predvsem, če se hočeš tematsko lotiti ene študije, če hočeš nekaj tematsko preštudirati. Podobno kot konkordanca, ampak tukaj gre bolj tematsko, ne gre čisto samo na posamezno besedo. No, potem pa gre še bolj, čisto na koncu imamo pa časovno preglednico, ki nam pomaga umestiti in dogodke v Svetem pismu in tudi nastanek knjig umestiti v širšo svetovno zgodovino. In potem čisto na koncu je pa še nekaj tudi o geografiji, o zemljepisu obljubljene dežele in potem so tudi zemljevidi. Tako da to vse je noter in zdaj, če uporabljamo vse to ali pa saj nekaj od tega, potem se nam zgodi to, kar smo rekli na začetku, da dejansko preživiš čas v Božji besedi, se poglobiš vanjo in z vsemi temi, predvsem seveda z opombami, referencami v vodi, Božja beseda v tebi raste in se razrašča in potem ti da čisto eno veliko večjo tudi, kaj ne rečem, pristnost pri razumevanju in tudi pri podajanju naprej, večjo globino, tudi večjo avtoriteto.